Že takrat je postalo jasno, da so mnoga področja, ki jih niti z predsedniškega položaja ni mogoče urejati, da je potrebno tudi delati na prostovoljstvu. Eno izmed njih je delo z mladimi in tako kot ste dejali, medvrstniško nasilje je zanesljivo eden izmed problemov, tako velik. Danes je z mano dr. Aleš Musar. Javnost vas v bistvu pozna najbolj kot poslovneža, pa tudi kot soproga slovenske predsednice. Bi me v bistvu zanimalo, kje in kdaj sta se z Natašo Pirc Musar spoznala, pa kaj vas je recimo pri njej pritegnilo? Pozdravljeni, hvala za povabilo. Ja, na to vprašanje, kje sva se spoznala, midva nimava standardnega odgovora, ni to tisto, v srednji šoli sva bila sošolca ali pa na fakulteti ali pa na plesu. Najin odgovor je v Iranu. In takole je bilo, jaz sem bil dolgo časa vodič pri Kompasu ob svojem delu na univerzi in kakšne bolj eksotične destinacije so včasih bile tiste, ki so jih dali meni zavoditi. In tako je konec leta 1997 prišel na vrsto Iran. Prva skupina organizirana po islamski revoluciji in to se je zdelo tako nenavadno, da je agencija potem povabila še enega novinarja oziroma v tem primeru novinarko. Nataša je bila takrat že na Pop TV-ju, delala hkrati za CNN World Report in se je res pridružila tej skupini in očitno je tam nekaj preskočilo, ker sva 2 tedna po vrnitvi v Slovenijo začela hoditi in 1 leto in pol kasneje sva bila poročena. Zdaj na tisto vprašanje, kaj me je pritegnilo, absolutno njena energija. Ne sicer jutranja, ker ni jutranji tip, njene ure za študij in delo so nočne. Ni čudno, da ima sovo kot najbolj priljubljeno žival, ampak midva imava drugačne energije, različne eno od drugega. Kaj pa je tisto, recimo, v čemer sta si soprogo torej najbolj različna in kaj je tisto, v čemer sta si najbolj podobna, pa kako se recimo medsebojno dopolnjujete? Ko pride do izbora, na kakšen koncert bova šla, je to kar nekaj usklajevanja, ker imamo precej različen glasbeni okus. Ampak včasih se prilagodi en, včasih drugi in tako sva kar veliko hodila okrog po koncertih. Imava tudi precej različen način razmišljanja. Jaz sem po osnovni izobrazbi kemik in naravoslovci izgleda precej drugače razmišljamo kot družboslovci. Nataša seveda je pravnica. Zato so diskusije toliko bolj zanimive, no? In poskušava se pogovarjati o stvareh in priti potem do nekega skupnega zaključka, kljub temu, da prideva do njega na različne načine. 13. novembra 2022 je bila torej Nataša Pirc Musar izvoljena za predsednico Republike Slovenije, ne? Kako se je vaše življenje v bistvu takrat spremenilo? Niti ne toliko pravzaprav. Natašina seveda se je izjemno. To je najprej zelo zahtevna služba in poslanstvo. Ves čas ima ob sebi tudi varnostnike in ta svoboda, da nimaš ves čas nekoga zraven sebe, je tista, ki je meni in pa tudi sinu Maksu puščena. V vseh državah ni tako, ampak varnostna ocena pri nas je taka, da dejansko ne potrebujemo varovanja. Jaz še naprej opravljam svoje osnovno delo in se seveda ukvarjam tudi z stvarmi, ki so povezane s Natašinim položajem kot njen spremljevalec na dogodkih in samostojno na tistih zadevah, ki nekako so primerne za soproga predsednice. Zdaj v bistvu prvič imamo v Sloveniji predsednico in soproga predsednice, tako da je v bistvu ta vloga tako za nas kot za vas nova, ne? Koliko vas pa recimo to delo veseli, pa koliko vas zaposluje? Res je to bila novost, ne samo zame kot prvega soproga predsednice, ampak
tudi za institucije, ki spremljajo delo, tako da prvo srečanje s vodjo državnega protokola je šlo približno tako, da sem jaz pričakoval, da mi bojo povedali, kaj je tisto, s čim se bom ukvarjal, no, in njegovo prvo vprašanje je bilo, no, bi nas zelo veselilo, če poveste, kaj je tisto, kar bi želeli početi. V resnici je prostor precej odprt. Praksa tudi v drugih državah kaže, da se soproge in soprogi lotevajo zelo različnih področjih. Nekateri se ne udeležujejo, v bistvu je pri nas bila dosedanja praksa, da ni nekih posebnih aktivnosti. Moje področje delovanja, tiste, na katerem bi rad kaj več naredil na prepoznavnosti in tudi na poznavanju, je slovenska kulturna dediščina. Se pa potem pojavijo še druga področja. Torej, kot ste rekli, ne, v uradu predsednice je pa v bistvu vaša uradna naloga tudi, da sodelujete pri projektih varovanja in promocije torej slovenske kulturne dediščine doma in tujini. Kaj pa v bistvu vključuje vse to? Premalo vemo, vsi skupaj, o tem, kaj so naši predniki že naredili, kakšne zgodbe so pri nas obstajale in kako daleč pravzaprav v preteklost gre slovenska znanost, umetnost, kultura. Tako da v samem uradu skrbim za to, da imamo nosilce zgodb. Predmeti in umetnine, ki prihajajo v urad, so namenjeni temu, da povedo nekaj o naši preteklosti. Zunaj se udeležujem prireditev in imam tudi obiske, ki so vezani na to, da se mogoče nekoliko večjo prepoznavnost da naši kulturni dediščini. Kadar je pa priložnost predstaviti slovensko kulturno dediščino tujcem, pa seveda to tudi naredim. To je lahko na obiskih v Sloveniji, na naših obiskih v tujini, pa tudi na dogodkih, ki jih, odkar je Nataša predsednica, zdaj skupaj prirejamo za soproge veleposlanikov in veleposlanic, ki so akreditirani v Sloveniji. 2-krat na leto jih odpeljemo nekam na tak popodnevni izlet in pokažemo in povemo stvari, ki so vezane na našo preteklost, na tisto, na kar smo mi ponosni. Od alpskih rastlin do prvih slovenskih tiskov in do recimo kranjske čebele. To je bil zadnji obisk v Višnji Gori. Kaj so pa recimo neka ostala področja, recimo delovanja soproga predsednice? Precej področji se je odprlo zaradi sodelovanja z drugimi soprogi in soprogami. Soproga hrvaškega predsednika Milanovića, doktorica Sanja Musić Milanović, recimo je zdravnica, ki se že 30 let ukvarja s problemom otroške debelosti in je organizirala srečanje soprogov in soprog na to temo z namenom spodbuditi ustvarjanje mednarodne mreže za borbo proti otroški debelosti. In to je področje, ki ga pri nas pokriva Nacionalni inštitut za javno zdravje, tako da so bili zelo veseli moje pozornosti in sodelovanja na tem področju in to se zdaj po dobrem letu od tega zagrebškega srečanja še kar nadaljuje. Take stvari se pač zgodijo in potem se dogajajo še naprej. So pa tudi področja, ki mene posebej skrbijo, to je pa varstvo starejših, je oskrba starejših in je demenca kot posebno področje skrbi pri nas. Na začetku ste pa v bistvu svojo kariero začeli kot mladi raziskovalec, ne? Študirali ste kemijo. Zakaj ste se pa v bistvu odločili, recimo, da ne postanete raziskovalec? Pa mogoče vprašanje, vas sedaj to delo bolj izpolnjuje oziroma v primerjavi z delom raziskovalca? No? Na univerzi, ko sem bil zaposlen, in to je bilo 10 let, sem dejansko užival v tistem delu. Bil sem asistent profesorice Aleksandre Kornhauser, ki je vedno spodbujala vse svoje sodelavce, seveda tudi mene, da smo čim bolj odprti za druga področja, čim bolj odprti v svet in ta širina, ki jo je ona spodbujala, je pravzaprav na nek način bila tudi spodbuda, da sem po tistem, ko sem doktoriral in imel vloženo dokumentacijo za docenturo, da sem še enkrat razmislil, ali je to kariera, ki jo želim opravljati še nadaljnjih 30 let in odgovor je bil,
kaj pa, če poskusim še kaj drugega. In tako sem šel za približno 15 let v finančne vode. Po tistem pa sem se začel ukvarjati s kulturno dediščino, kar mi je bilo pa od nekdaj zelo pri srcu in je področje, v katerem zares rad delujem. Nekaj časa ste pa delali tudi kot vodič pri Kompasu, ne? Kar ste tudi omenili že. A kdaj pogrešate tudi to delo mogoče, pa ali kdaj še zasebno organizirate tudi kakšen izlet? Iz kože vodiča ne greš nikoli, ko enkrat to začneš. Ja, vodo sem začel v zadnjih letih študija. Mislim, da je bilo leta 1989 so bila prva potovanja in dokler sem delal na univerzi, sem kar intenzivno vodil in to je bil takrat moj kontakt z zgodovino in kulturo, ker sem bil s skupinami na destinacijah, ki so v tem smislu nekoliko bolj zahtevne. Bližnji vzhod recimo je bil nekako moje področje, ne samo Iran, ampak tudi Sirija, Libanon, Jordanija, tudi Izrael, ki je bil vedno na poseben način zahteven. Ne samo zgodovinsko, ampak tudi kot država v nekašni napetosti, ki je bila včasih večja, včasih manjša. In v zadnjih letih, torej odkar sem se ukvarjal s kulturno dediščino in rusko dačo, smo organizirali tudi potovanja, tako da sem prišel recimo spet do 10 poti na leto. Zdaj je tega manj, ampak ko je čas za kakšno pot v tujino, avtomatsko začnem razmišljati, kaj pa v kakšnem vrstnem redu, pa kakšni bojo prevozi. Navadiš se tega, da kar začneš organizirati stvari. Zdaj recimo javno je znano, da se predsednica rada vozi z motorji. Kaj pa recimo vaša neka velika ljubezen? Ja, ne motorji. Sem poskusil in mi pač ne sede najbolj. Sin je bolj po njej, je navdušen nad hitrostjo, ampak spet rajši na 4 kolesih. Če bi moral reči eno stvar, bi bila to v resnici potovanja. V vseh pogledih. Vsake toliko je treba nekam iti. Lahko je tudi zelo blizu, ni treba na drug konc sveta. V novicah lahko zadnje čase opazimo številne naslove, povezane z medvrstniškim nasiljem. Slišali smo lahko, da je zaradi medvrstniškega nasilja recimo prišlo do samomora, kako skupine recimo učencev strahujejo ostale vrstnike, prihaja tudi do pretepov. Zdaj v bistvu navezavi na to problematiko bi izpostavila to nedavno novinarsko konferenco, na kateri ste predstavili dobrodelno fundacijo Alma, ki jo je ustanovila v bistvu Nataša Pirc Musar, vi ste pa soustanovitelj. Pa bi me zanimali v bistvu, a lahko kaj več o tem poveste, o projektu, od kje je v bistvu ideja in kakšno je njegovo poslanstvo? Ja, ideja o ustanovitvi fundacije se je porodila že na poteh, ki smo jih imeli po Sloveniji v času predvolilne kampanje. Že takrat je postalo jasno, da so mnoga področja, ki jih niti z predsedniškega položaja ni mogoče urejati, da je potrebno tudi delati na prostovoljstvu. Eno izmed njih je delo z mladimi in tako kot ste dejali, medvrstniško nasilje je zanesljivo eden izmed problemov tako velik, da je eden izmed predsedniških forumov v letošnjem letu bil posvečen temu problemu. Ni pa to edini problem, ki ga imajo mladi in pokazalo se je, da imamo v Sloveniji izjemno dobro in preizkušeno metodologijo, kako s psihosocialno pomočjo doseči veliko število otrok in mladostnikov. To je metoda, ki jo je razvila Anica Mikuš-Kos znotraj Slovenske filantropije, katere izhodišče je bilo delo s šoloobveznimi otroci, ki so prišli sem kot begunci iz Bosne. Okrog 10,000 jih je bilo. In bistvo tega je usposobiti tiste, ki so z njimi v kontaktu. To so pa najprej učitelji in potem prostovoljci iste starostne skupine, da prepoznavajo znake težav in stisk in da znajo nuditi tisto najbolj osnovno pomoč, predvsem pa da znajo prepoznati, kdaj je treba poiskati bolj strokovno pomoč. Taki projekti so
potekali in še potekajo po kriznih žariščih v svetu. En je potekal na Severnem Kavkazu, pa če se ne motim tudi v Afganistanu, v Gazi. V Ukrajini v tem trenutku teče ta projekt. In ne glede na to, da pri nas ni kakšne vojne ali povojne krize, pa stiske so. In namen tega glavnega projekta fundacije je povezati tiste, ki pri nas delajo z otroki in mladostniki, in poskusiti narediti tak sistem, se pravi pomoči, ki jih bo dosegel čim več. In tukaj sta se povezali dve največji imeni na področju prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti v Sloveniji, Anita Ogulin in Anica Mikuš-Kos. To je, mislim, že samo po sebi lep dosežek fundacije Nataše Pirc Musar, da smo skupaj spravili tiste, ki so najboljši. Pa še drugi bodo zraven, seveda. Ne, da do sedaj ne bi želeli sodelovati nikakor, ampak ena in druga organizacija, torej v tem primeru ZPM, nekdanja Moste Polje, zdaj ZPM Anita Ogulin, in Slovenska filantropija so imele ves čas polne roke dela, se veste. Projekt Botrstvo in mnogi drugi projekti ZPM-ja in projekti Slovenske filantropije po tujini. Tokrat bomo združili moči v Sloveniji. Mislim, da bo koristilo.